Hvala, Luka. Tako kot je Luka rekel, jaz sem Janez Tomšič, Dobrepolc, se pravi čez hrib. Dobrepolska občina, pa Ribniška ali pa Sodraška, pazi, so si dosti podobne občine, ne občine, ki so bile dolgo časa relativno zapostavljene in so zdaj v času, bom rekel, odkar imamo novo lokalno samouprave, pač neko infrastrukturo razvile. Še vedno pa ni ta pravega razvoja. Veliko se govori o turizmu, veliko se govori o raznih dejavnostih, vendar se seveda stvari ne premaknejo. Jaz sem bil vesel povabila mojega, bom rekel, dolgoletnega prijatelja in kolega, župana Sodrasce, Milavc Blaža, da kandidiram tle. Najprej sem seveda mislil v enem drugem okraju, ampak potem smo tudi nekako videli, da lahko tudi nekaj doprimorem in sem se odločil, da kandidiram. Mislim, da ima Slovenska ljudska stranka tokrat po dolgem času predsednika, ki je dokazal, da smo konstruktivni. Imamo, trdno sem prepričan, najbolj jasen in konkreten program. Tukaj vam je na voljo, da si ga poberete. Bolj kot program mogoče delovni načrt z ukrepi, ki so ključni, s terminsko opredelitvijo, do kdaj morajo biti narejeni, in mi verjamemo, da s tem programom seveda v Sloveniji tako gospodarsko situacijo kot to javno-finančno krizo, ki je nastala, uspešno rešimo. Zakaj je to pomembno? Rešitev ali pa razrešitev situacije na ravni države je seveda predpogojna, ključna, da bodo lahko se tudi potem vsi deli Slovenije, če hočete, enakovredno razvijali in da bomo lahko tudi na lokalnih področjih pač zagnali investicije. Vemo, kakšna je vloga države, vemo, kakšna je vloga poslanca in seveda je nujno, da država torej zagotavlja vsem okoljem enakovredne možnosti za razvoj. Rad bi poudaril, da Slovenska ljudska stranka seveda ima jasno opredeljen tudi vrednostni sistem, vrednote. V našem programu iz leta 2007 so jasno zapisane, se pravi slovenstvo, sožitje med generacijami, sožitje med mestom in podeželjem, prav tako družina. Tukaj je imela Slovenska ljudska stranka zelo jasno stališče, vsi poslanci so podpisali tudi pobudo za referendum. Ne glede na to, pa seveda moram poudariti, da je naše odločno stališče, da v času te kampanje ne želimo razpravljati o ideoloških temah, ker je Slovenija v dovolj resni situaciji in je zdaj čas, da se pogovarjamo izključno o vsebini. Imamo različne ideje, različne poglede, jaz verjamem, da lahko z neko uskladitvijo teh pogledov seveda začrtamo pravo pot in sodelovanje in tudi potegnemo ta voz iz blata, če se tako izrazim, ne pa da se prepiramo o tem, kdo je kriv, da je ta voz v tem blatu danes pristal. In pa seveda SLS ima vztrajnost, mi bomo pri svojih idejah vztrajali. Mislim, da smo edina stranka, ki smo jasno pokazali, da mislimo resno. Tudi kot opozicijska stranka smo konstruktivno podprli celo nekatere ukrepe, ki niso bili populistični, ker bi bistveno lažje nastopali populistično. In mi seveda verjamemo, da je to koncept, ki Slovenijo lahko popelje naprej. Jasno pa je, da bodo volivci tisti, ki bodo na koncu odločili, komu dajo svoj mandat oziroma svoje zaupanje. Mi, sem prepričan, da bomo upravičili. Kar se seveda lokalnih tem tiče, v Ribniško-Sodraškem območju in po območju Loškega potoka so seveda ključne lokalne teme tiste, o katerih verjetno vsi kandidati govorijo. Prva je cesta, vemo, da je to za razvoj seveda zelo realen problem in da ga je treba rešiti. Mislim, da je tudi soglasje vseh lokalnih skupnosti in vseh političnih strank seveda, da je to treba narediti. Tle tudi vidim priložnost, da sodelujejo vsi bodoči poslanci iz tega območja, vsi župani. Nenazadnje tudi župani Slovenske ljudske stranke aktivno, intenzivno podpirajo ta projekt, od Iga naprej, sem proti Ribnici in Kočevju, da se zadeva pač razreši. Iz programa bi rad izpostavil še eno področje, ki kot poglavje dosti dobro razdeljeno, to je samooskrba. Vendar gre za podeželje, kjer je možnost razvoja kmetijskih dejavnosti. Mi imamo en cel kup ukrepov, na 14. strani, če ne boste imeli časa si celega programa pogledati, na kakšen način povečati samooskrbo. Ocenjujemo namreč, da je katastrofalno, da ima Slovenija v tem trenutku nekje 33 do 35%, ocene so različne, samooskrbe. Zavedati se moramo,
da nismo odvisni samo od zunanjih dejavnikov, ko gre za vprašanje evra, finančne stabilnosti in tako naprej, ampak da se lahko v sedanjem svetu zgodi marsikaj. In za neko državo, kot je Slovenija, ki je strateško dovolj dobro pozicionirana, da bi si zagotovila visoko stopnjo samooskrbe, pa tega nima, je to seveda preveč tvegano. Hkrati pa dvig samooskrbe pomeni dosti novih delovnih mest. Država seveda ima tle omejeno vlogo, vendarle pa lahko prispeva predvsem k skrajševanju distribucijskih poti od kmeta do potrošnika in pa možno je marsikaj konkretnega narediti. Namreč saj ni težava v tem, da ne bi svetovali ali pa dajali nekih predlogov kmetom in tako naprej. Težava je v tem, da nihče ne pripravi konkretnih projektov in ljudem predstavi, lej, tako ne naredi prvo leto, tako drugo, tako tretje, tle bomo naredili regionalno hladilnico, pridelko vršno prodane in tako naprej. Torej, tle računamo, da seveda je možno stvari potegniti naprej in to je gotovo ena priložnost za to območje. Ostalih pa mogoče kasneje bi predlagal, da predvsem vprašanja postavite, če ste ne. Hvala. No, pa kar naj potem prosil kar še za predstavitev, še predstavitev gospoda Gregorja Koširja. Lepo pozdravljeni, Gregor Košir, kandidiram na listi SLS Radovana Žerjava v Kočevju. Me veseli, da imam tukaj na tej novinarski konferenci zraven tudi sokandidata in tudi podpredsednika stranke, ki je pri volilnem programu, pri delovnem načrtu bil zelo tesno vpet. Tudi sam sem bil zraven, smo na tem delali že skoraj pol leta. Skratka, gre za eno čisto jasno vizijo, kako Slovenijo pripeljati iz položaja, v katerem se je znašla. In pri tem mislimo resno, noter so konkretni roki. O samem programu je nekaj že povedal, tudi o vrednotah, ki so v tej krizi, ki je tudi kriza na nek način vrednot, ostajajo zelo pomembne in kot take jih v Slovenski ljudski stranki na nek način ščitimo. Kar se tiče nekaj konkretnih zadev za kočevsko območje, iz katerega izhajam, seveda je treba ločevati, kaj je nekje naloga poslancev in kaj je naloga lokalnih oblasti. Poglejte, mogoče je prav, da na tem mestu vsem povem, sem dokaj močno vpet v nacionalno politiko, ker sem pač sodelavec na poslanski skupini Slovenske ljudske stranke. Bom rekel, da zelo budno spremljam, kaj so možnosti poslancev in kaj lahko naredijo v parlamentu za svoje regije in kaj dejansko niti ne morejo narediti. Iz tega vidika bom povedal, da iz tega mesta ne samo, da ne bi hotel, tudi ne morem soditi rožic z nekimi velikimi obljubami, tako kot se mogoče dobivajo volitve na tem nivoju, čeprav mogoče to ni upravičeno, da z neko isto obljubo prihajaš vsaka 4 leta na plan. Zato bi bil, kar se tiče te prioritete, ki vsi vemo, da je nujna, kar se tiče cestne povezave, bi bil zelo kratek, bi pa poudaril neka dejstva, na katere je pa prav, da opozorimo, ker so značilna samo za nas. Vi veste, da je projekt obvoznice Škofljica in obnove regionalke Ljubljana, spravi Škofljica, Petrina, zastal leta 2009. To so bile preverjene informacije, da je bil projekt ustavljen. Zagnalo ga je, kot so boste vi novinarji spomnili, takrat podmladek nove generacije Slovenske ljudske stranke, jaz in tudi gospod Ilc, sva aktivno sodelovala na tem, poskušala sva združiti čim več dejavnikov, vpletenih županov, predstavnikov občin. Pomembno je bilo, da se je o tej temi začelo spet govoriti. Čez nekaj mesecev se je sestanek še ponovil, prišlo je celo nekaj poslancev, če se ne motim. Potem še čez nekaj mesecev, leta 2010, so se dobili župani in takrat je stekla ta županska pobuda. Mi smo se jasno nismo začeli politizirati te zadeve. Zakaj to poudarjam? V ta projekt pobude so vpleteni tudi naši župani, tako gospod Milavec, kot tudi župana Osilnice, Loškega potoka, Kostela, predvsem pa Janez Cimperman iz Iga,
Vi veste, da je on še najmočnejša gonilna sila. In kar se tiče obvoznice Škofljica, lahko tukaj jasno povem, da tudi Slovenska ljudska stranka v tem smislu podpira to pobudo in podpira tudi to predlagano traso po Barju kot edino sprejemljivo, ker jo sprejema tudi lokalno prebivalstvo. In zato upamo, da se bo nadaljevalo s pogovori, bomo sodelovali in predvsem poslanci iz tega območja je prav, da k tej stvari pristopijo urgentno. Kar se tiče ostalih potencialov, na kratko Kočevske, omenili ste mi že les in kako bi nekateri namesto hlodovine, ki se izvaža sedaj, izvažali mogoče kakšen polizdelek. Poglejte, problem je v Kočevju predvsem v podjetniški pobudi. Jaz sem žal naredil eno zadevo, ko sem pač bil z gospodom Žerjavom pred kratkim predsednikom ljudske stranke v Kočevju, sva naredila en krog tudi mimo industrijskih con, ki so zaraščene s travo. Skratka, to je ena taka žalostna slika, ki jo, bom rekel, celo gospod predsednik ni mogel razumeti. Predvsem je tukaj stvar, da poslanec preko svojega vpliva, tudi preko stranke, pa tudi preko vpliva, ki lahko doseže do lokalnih oblasti, poskuša predvsem te ovire, bistvene ovire, ki jih imajo administrativne, razna dovoljenja in tako naprej, lahko s poslanskimi vprašanji, z različnimi ukrepi iz parlamenta, z vprašanji, pismi direktno na ministrstvo in tako naprej, lahko določene stvari reši, bom rekel, na širši bazi občine. Predvsem imamo v Kočevju primere, jaz sem se pogovarjal z njimi, jaz sem se dobil, ne bomo o imenih, ampak imamo primere, kjer so bile predlagane investicije, kjer so bile možne širitve proizvodnje, pa ali se je zapletlo pri državnih dovoljenjih, celo zapletlo se je pri občinskih dovoljenjih, ker sem zelo razžaloščen, ker upam, da se je zadeva spremenila, mogoče z menjavo oblasti. Skratka, tukaj je ta prvi problem, da smo neprijazni do podjetništva tudi lokalno. Druga zadeva pa je, ki vidim ogromen potencial in to pa veliko se pogovarjamo s tem, z drugim podpredsednikom in županom Krškega, tudi predsednikom odbora za promet, gospodom Bogovičem, lesna biomasa. Lesna biomasa ne samo kot priložnost za ogrevanje, temveč kot priložnost za izkoriščanje električne energije. Po nekih načrtih, ki jih predlagamo tudi v našem programu, lahko si širši načrt pogledate, bi tudi v Kočevju ostal regijski center za biomaso, ki bi lahko izkoriščal ta del, ki ga pač Kočevska ima v veliki meri na voljo. Govorite že o kogeneraciji, ali imate čisto svoj projekt? Tudi kogeneracija, ampak pač projekt bo treba speljati na nacionalni ravni. Ampak Slovenska ljudska stranka bo k temu pristopila, pač na temu se bo delalo. Kar se tiče pa ostalega, pa bom tako rekel, razlika med Ribnico in Kočevjem jasno kaže, da za vse ni kriva cesta, da za vse niso krivi, bom rekel, taki in drugačni ljudje, predvsem je krivo okolje, ki očitno nekaterih stvari ne želi sprejeti. In zaključil bi mogoče s tem stavkom, poslanec, ki se v 4-letnem mandatu ne potrudi, da pripelje vsaj 100 do 200 delovnih mest v svoj volilni okraj, tako ali drugače, da to zagotovi, si ne zasluži več biti poslanec v naslednjem mandatu. In to bi mogli na ta način, bi bilo prav, da upoštevajo tudi ljudje. Skratka, 100 do 200. Tako, če pogledamo samo, koliko delovnih mest je bilo ustvarjenih v drugih občinah, okoliških občinah, okoliških okrajih, če gledamo širše, je Kočevje res en žep, ki se je začel počasi izgovarjati na svojo zaostalost. Jaz mislim, da temu ni tako, da tudi tam so pridni delovni ljudje in jim je treba dati priložnost. Nekaj preko možnosti podjetniške pobude, nekaj pa tudi, da se pripelje
na industrijske cone ali pa kamorkoli drugam neko konkretno podjetje, ki lahko zaposli. Samo še 2 stavka o kmetijstvu. Kmetijstvo je popolnoma zapostavljeno. V Kočevju vemo, kaj je problem. Problem je v zemljiščih, ki so večinoma v državni lasti. To je spet en projekt, ki bi ga mogla država urediti in to je točno tisto, kar se bi tudi zavzemal v naslednjem mandatu, da država jasno strategijo pove, kakšno strategijo kmetijstva želi imeti na Kočevskem, ker kočevska zemljišča kmetijska so večinoma v lasti države in tam se ne more razvijati sodobno kmetijstvo širše, bom rekel tudi v večjem obsegu, zato ker zemljišča preprosto niso v lasti ljudi oziroma nimajo nekega dolgoročnega najema oziroma ni neke jasne strategije, kaj bi tam želeli. To so tiste bistvene točke. Oprosti, ko sem imel, Kočevje je edini kraj v Sloveniji, tako da ima na enem močju država. Ja, zelo skoncentrirano je. Zelo skoncentrirano so ta zemljišča, ker to je pač posledica bivšega sistema, ko so bile tukaj gospodarstva, državne njive in tako naprej. In to je zdaj ostalo in ja, moram reči, da Kočevje je verjetno največje območje z temi državnimi zemljišči. In tukaj je zagotovo priložnost. Kako bi pa tih 200 delovnih mest ustvarili? Če povem poenostavljeno zdaj. Ne? Lahko pride podjetje po podjetje, lahko pa se pripelje ena firma, ki se ji zagotovi pač vse usluge, ki jih lahko nudiš kot občina, kot okraj in mislim iz administrativnega vidika, da pridobi komunalno opremljenost, pač treba se Tako. Se želo dopolniti, kje, glejte, poglejmo par primerov v zadnjih 4-5 mesecih. Za 3 podjetja vemo konkretna, ki so se 2-3 leta ukvarjali pa na gradbenim dovoljenji, z okoljskimi dovoljenji, ko so se obrnila 1 oziroma 2 čez Avstrijo, en v Prekmurju, en na Štajerskem in pa en Primorci Italijo, so dobili v enem mesecu, vsaj za italijanski del, jim je tam ponudila pač lokalna skupnost opremljeno, komunalno opremljeno zemljišče, vezala njegovo investicijo na število delovnih mest. Vsi papiri so bili urejeni v zelo kratkem času in je seveda on kapital lahko tam vživ. Pri nas se pa zgodi, danes imaš kapital, hočeš investirati in veš, da bo trajalo 3 leta, samo do gradbenega dovoljenja, prišel še do česa drugega, preden boš sploh lahko začel ta kapital obračati. In to je največji problem Slovenije v tem trenutku, da pač tudi naši podjetniki, ker ni možno kapitala na hitro zinvestirati, se pač umikajo v tujino. Primer pivovarne gor v Prekmurju, banalen, zato ker ni dobil koncesije, da bi vodo iz vodovoda, pa bi seveda plačval, pa plačvati je bil pripravljen dražji, lahko uporabljal za pridelavo piva. Recimo, Se pravi, to je nemogoče in nevzdržno, dokler bo država s vsemi administrativnimi ostalimi postopki na ta način peljala ni možno. Mi smo to zato napisali, ta administrativna razbremenitev problem gradbenega dovoljenja. Ne država, ker ti uradniki so edini, ki mu prineseš stvari, pa ti vrne dopolni to bo župan verjetno tudi, ko okoljsko planirajo, potem neki dopolni, spet dopolni. Podjetniki celo pravijo, jaz plačam državi, da ona pripravi vso projektno dokumentacijo, pove, kako to stane, kaj vse treba, sem da to dobim v razumnem roku na administraciji. Ampak zanimivo, taki državni upravi in te njeni zaspanosti, se je govorilo tudi 3 leta nazaj, ko je bila predvolilna kampanja, pa se ne čisto spremenilo. A ne Blaž? Ja, se poslabša. Ampak ni čisto, jaz trdim, to je generalni problem Slovenije. No, to, o čem je zdaj govoril. Ampak govorim tudi, da nekatere, mi imamo priložnost na srečanjih govoriti tudi z mnogimi župani uspešnih občin, in oni lepo pravijo, da kapital je, kapital za vlaganje je, ampak najprej ga je treba tja, ga je treba iskati, ga je treba zainteresirati in potem je treba tudi dati čim več na pladnju. Ne pa sedeti, veliko govoriti, predvsem v parlamentu in veliko omenjati
sej, da ne bom koga posebej, ne, ampak veliko omenjati ta kraj, kraj in pač iz kje nekdo prihaja, ne. Potem pa vsake volitve govoriti, kaj bi morali, ne. Jaz pravim, treba je narediti, pa potem reči, to smo naredili in zato bomo naredili še in želimo dobiti še ene volitve. Če lahko še veš čisto na kratko. Še bila Samo moment, skratka, ne moramo govoriti ni, pa čakati, da bo padlo z neba. In poslanec državnega zbora lahko marsikaj naredi na tem. To sem sem priča, vidim, kaj nekateri dosežejo, vidim, kaj lahko naredijo za svoje kraje in to se preprosto da, če je volja. Tako da na to odgovarjam, da popolnoma lahko se da dobiti tudi 200 delovnih mest. V enem, bom rekel, v eni potezi. Lahko pa je to več manjših potez, lahko je pa 4 podjetja po 40-50 zaposlenih.